Očeta in Sina in Svetega Duha. Mir z vami. Spoštovani gospod škof, zbrani duhovniki, bratje in sestre. Krščansko življenje vse od začetkov Cerkve zaznamuje razpetost med nebom in zemljo, med svetim in posvetnim. Kristjani živimo na svetu, a hkrati nismo od tega sveta. Naša poklicanost kot odrešenih po Kristusovi daritvi ni v tem, da bi se od sveta skušali čim bolj odmakniti, temveč da na njem naredimo čim več dobrega in tako sodelujemo v Božjem načrtu. Življenje Filipa Trčelja nam na posebej izrazit način razkriva to neizbrisno napetost krščanskega bivanja. Po eni strani je zelo intenzivno živel v svetu, saj je svojim delovanjem želel dejavno prinašati dobro. Njegovo pisanje in delo sta nagovarjala vrsto konkretnih problemov, s katerimi se je soočala takratna družba, na primer krizo vzgoje mladine po prvi svetovni vojni ter trpljenje slovenskega človeka v času fašizma. Po drugi strani pa je bilo vse njegovo življenje usmerjeno v sveto, v Božje, kar se ne kaže le v njegovem duhovniškem poslanstvu, temveč morda najlepše v njegovih liturgičnih pesmih. Tudi njegovo trpljenje in smrt lahko razumemo v luči te razpetosti med nebom in zemljo. Trpel je namreč pod dvema zgodovinskima režimoma. V fašističnih zaporih je prestal hudo mučenje, ki je pustilo trajne zdravstvene posledice, pod komunizmom pa je doživel mučeniško smrt. Obojega ne bi bilo, če kot kristjan ne bi čutil dolžnosti, da v svet prinaša dobro in se upira krivici, če torej ne bi živel zazemeljsko iz Božjega. Naj nam bo njegovo življenje danes, 80 let po njegovi smrti, zgled in navdih tudi v naših vsakdanjih razpetostih, da bi mogli, kakor on, iz svetega živeti za svet. Obžalujmo naše grehe, naj nam Bog se odpusti, da bomo čistega srca darovali to sveto mašo. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim Sveto Devico Marijo, stalnega in svetnike, in tudi vas prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas prevedi v večno življenje. Amen.
O Bog, Ti razsvetljuješ vse narode, nakloni nam trajen mir in nas razsvetljuj svojo lučjo, kakor si razsvetljeval naše očete, po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Berilo iz prvega pisma apostola Janeza. Preljubi, karkoli prosimo, prejmemo od Boga, ker spolnjujemo njegove zapovedi ter delamo, kar mu je všeč. To je njegova zapoved, da virujemo v ime njegovega Sina Jezusa Kristusa in da se med seboj ljubimo, kakor nam je zapovedal. Kdor spolnjuje njegove zapovedi, ostane v njem. In potem spoznamo, da je v nas po duhu, ki ga nam je dal. Preljubi, ne verjemite vsakemu duhu, temveč duhove preskušajte, ali so od Boga, kajti veliko krivih prerokov je šlo v svet. Potem spoznate Božjega duha. Sleherni duh, ki priznava, da je Jezus Kristus prišel v telesu, je od Boga, in noben duh, ki Jezusa ne priznava, ni od Boga. To je duh Antikrista, o katerem ste slišali, da pride in je že zdaj na svetu. Vi ste iz Boga in ste jih premagali, ker je večji ta, ki je v vas, kakor tisti, ki je na svetu. Oni so od sveta, zato govorijo posvetno in svet jih posluša. Mi smo iz Boga. Kdor pozna Boga, nas posluša, kdor ni iz Boga, nas ne posluša. Iz tega spoznavamo duha resnice in duha zmote. To je Božja beseda. Bóg daj swoją
Gospod z vami. In s tvojim duhom. Iz svetega Evangelija po Mateju. Slava tebi, Gospod. Ko je Jezus slišal, da so Janeza Krstnika vrgli v ječo, se je umaknil v Galilejo. Zapustil je Nazaret in prišel v Kafarnaum, ki je ob morju v Zabulonovi in Neftalijevi pokrajini, in se je tam nastanil. Tako se je spolnilo, kar je bilo povedano po preroku Izaiju, ki pravi: Zemlja Zabulonova in zemlja Neftalijeva, ob potu k morju onkraj Jordana, poganska Galileja. Ljudstvo, ki je sedelo v temi, je zagledalo veliko luč. Njim, ki so sedeli v deželi smrtne sence, je zasvetila luč. Od tedaj je začel Jezus oznanjati in opominjati: Spreobrnite se, nebeško kraljestvo se je približalo. Jezus je hodil po vsej Galileji, učil po njih shodnicah in oznanjal evangelij kraljestva. Ozdravljal je vsakršno bolezen in vsakršno slabost med ljudstvom. Glas o njem se je razširil po vsej Siriji. Prinesli so k njemu vse bolnike z različnimi boleznimi in mukami, obsedene in mesečne in mrtvoudne, in jih je ozdravil. Spremljale so ga velike množice iz Galileje in deseteromestja in Jeruzalema in Judeje onkraj Jordana. To je Kristusov evangelij. Velikani ne umrejo, samo odidejo na drug svet, kjer nadaljujejo svoje delo. S temi besedami misleca vas pozdravljam vse, dragi duhovniki, bratje in sestre v Kristusu. Ta večer nas je sem v Šturje povabila 80-letnica nasilne smrti vašega rojaka, duhovnika Filipa Trčelja, doma iz Grivč. Umor se je zgodil na današnji dan, 7. januarja 1946 v Davči. Prišli smo k sveti maši s prošnjo k Bogu za blagodejno večnost tega garača in trpina za slovensko dušo. S Trčeljem je bil ubit tudi duhovnik Franc Krašna. Trčelj je bil duhovnik preroškega duha. Njegova dejanja za ljudi so bile iz vere in ljubezni. Ni bil edini. Mnogo podobnih imamo, so duhovniki, redovnice in solajki. In vsi so postali daritev. Za duhovnika je značilno, da daruje svetomašo, drugi krščani pa so soudeleženi pri tem najsvetejšemu pravilu. Brez naše osebne žrtve sveti maši veliko manjka. Potrebni so namreč napori, delo, trpljenje in darovanje življenja za druge. Če vse to prenesemo v cerkev na oltar, s Kristusom tudi mi postanemo Evharistija, ki pomeni zahvaljevanje Bogu in darovanje za življenje sveta. Apostol Janez v svojem prvem pismu pove: preljubi,
Karkoli prosimo, prejmemo od Boga, ker izpolnjujemo njegove zapovedi ter delamo, kar mu je všeč. To je njegova zapoved, da verujemo v ime njegovega Sina Jezusa Kristusa in da se med seboj ljubimo, kakor nam je zapovedal. To je zapoved, ki naše vsakodnevnosti prenese v Evharistijo. Kdor veruje in ljubi, je vreden Kristusove daritve. Ne je zaman njegovega telesa in ne pije zaman njegove krvi. Sam postaja Evharistija za druge. To pričevanje, ki je tudi pri nas v Sloveniji zelo množično. Mnogi naši ljudje, ki so radi hodili k sveti maši, so pretrpeli nasilno smrt zaradi Kristusa in za narod. Se pravi, da so Evharistijo prenesli v svojo smrt. Vsaka vojna, vse satanske moči prestavi visok štart. Sovraštvo se zelo hitro preklopi v veliko hitrost uničevanja in pobijanja in se zelo težko zaustavi in konča. Ko se enkrat znajdemo v tem kolesju, smo zmleti. Ni rešitve ne za poražence in tudi ne za zmagovalce. Za poražence pri zmagovalcih Sloveniji še zdaj ni mesta ne v srcu in ne v dostojnem grobu, se pravi, da jih potem takem za njih ni. Bili so nekoč v preteklosti, v sedanjosti pa ne smejo biti. Zmagovalci mislijo, da je v tem njihova zmaga in obstoj. Pa ni. Tudi zmagovalci so zmleti od časa in pozabljanja. Spomeniki ne rešijo nikogar. Čas jih odnaša na deponijo zgodovine. Obstanejo samo sveti ljudje. Njihova dela so zapisana v knjigi življenja, ki se v nebesih hrani in dopolnjuje za čas vesoljne sodbe. Resnica o človeku je vedno samo ena, ali sem dober ali nisem dober. Ne morem bivati tako, da bi bil nekaj vmes. V sebi nosimo kali dobrega in kali slabega, ki nas postavljajo pred odločitve. Biti dober je odločitev in ne biti dober je prav tako odločitev. Nihče se ne more izgovarjati, da je takšen, kot je po naravi. Vsak je dober ali slab, ker je takšen postal. To je odločitev in v tem je odgovornost pred Bogom in pred ljudmi. V svojem času je bil duhovnik Filip Terčelj zagovornik in branitelj preganjanih. Njegov čas je bil usoden za slovenstvo, ki se je ideološko podalo na pot brezboštva. Slovenski duhovni in kulturni velikani so umirali, da se to ne bi zgodilo. Žrtve so bile strahotne in množične. Terčeljevo življenje je zgodba o vojni in nasilju in je zgodba o časih, ko so se v vodstvo naroda spravili ljudje, ki so zavrgli Boga in zatirali vse, ki so verovali. Sledila so preganjanja, zapiranja, mučenja in pobijanja. Kdor se je postavil na pravo stran, je upal, da bo morda preživel. Vendar prava stran niso zmeraj zmagovalci. Prava stran so zmeraj tisti, ki so na strani resnice in vrednot, ki branijo življenje in človekovo dostojanstvo. V svetu, kjer se spreminjajo vrednote, kjer ni enostavno stati na strani resnice, nam Filip Terčelj sporoča, naj bomo pogumni in jasni v svoji ljubezni do Boga in lastnega naroda. Terčeljeva odločitev, da ne beži pred preizkušnjami in da je pripravljen žrtvovati vse, tudi življenje, pomeni pričevanje Kristusove skrbnosti za ljudi. Ideologije, ki so v preteklosti že ogrožale človeštvo,
so sedaj ponovno med nami in sicer v novi preobleki zlaganega humanizma in svobode. Želijo spremeniti temelje človeške civilizacije, preoblikovati zakone narave in povsem odpraviti naravno podobo družine. Niso samo preganjanja nevarna za cerkev, nevarno so tudi dobrikanja, ki hočejo zakriti resnico o Bogu in cerkvi in jo prilagoditi trendom tega sveta. Temu so nekoč rekli modernizem, danes pa je to politična korektnost. In slednja že grozi tudi pri nas z sodišči in sankcijami tistim, ki je ne upoštevajo in branijo resnico o Bogu in človeku. Apostol Janez na svojem pismu opozarja tudi na pomen preizkušanja duhov, saj življenje ne more obstajati zgolj v beli ali črni barvi. Preizkušajte duhove, ali so od Boga, pravi Janez, saj mnogi lažni proroki so prišli v svet. Soočamo se z duhovno zmedo, ko si vsakdo lahko izbere svojo lastno resnico, svojo osebno definicijo morale. Takšen relativizem postaja globoko zakoreninjen v naši družbi. Evangelij, ki smo ga danes brali, nam ponovno osvetli tudi Terčeljeve poti. V času, ko se je po vojni pri nas pojavila ideologija, ki je trdila, da deluje v imenu ljudstva, je Terčelj prepoznal razliko med nebeškim kraljestvom in kraljestvom tega sveta. Najbrž se je tudi on videl v vlogi Janeza Krstnika, ki je Kristusu pripravljal pot. Slutil je svojo vlogo pomanjševanja in odhajanja, da bi dal več prostora Kristusu in njegovi luči, ki mora razsvetliti slovenski narod. Čeprav je vedel, da Slovenija postaja dežela smrtne sence, je Terčelj vztrajno prižigal v ljudeh luč upanja, ki jo je on sam prej prižgal pri Kristusu. Kot ni bila tuja Kristusu poganska Galileja, saj se je tam ustalil in deloval, tako tudi Terčelju vse bolj poganska Slovenija ni bila tuja. Delo je na tem, da ljudem ponovno približa Kristusa. Čaščenje svete Evharistije, čudovite pesmi, ki jih še danes pojavimo, pomenijo Terčeljevo neomajno vero in zaupanje, da je slovenski narod še zmeraj vreden Kristusa in da Kristus računa na ta narod. Duhovnik Filip Terčelj je vzor vere, ki ni odvisna od zunanjih okoliščin, ampak se globoko zaupa Bogu. Niti najbolj grozljive politične sile, niti največji pritiski, ki jih je takrat doživljal, niso mogli zlomiti njegove zvestobe Kristusu in ljubezni do svojega ljudstva. Zavedal se je, da je mučeništvo lahko cena za zvestobo in svobodo v Kristusu. Ni se pustil omamiti strahom in zbežati v varnost. S to sveto mašo se Bogu zahvaljujemo za duhovnika Filipa Terčelja. Njegova nasilna smrt nas kliče k pogumu in zvestobi do vere in cerkve. V svetu popačenih vrednot potrebujemo pomoč za pravilne izbire. In duhovnik Terčelj je gotovo luč, ki nas usmerja k tem izbiram. Naj nas njegova vera ukrepi in zgled vodi, da bomo kot cerkev ostali zvesti Kristusu, ki je edina pot, resnica in življenje. Vsem, ki ohranjate spomin na duhovnika Filipa Terčelja, ter odkrivate smeri njegovega mučeništva in sledi svetosti, se iskreno zahvaljujem. In Gospod naj po svojem duhu razsvetljuje in krepi vaše delo. Amen.
Bratje in sestre, nebeški Oče je vsemu svetu razodel svojega Sina, ki so ga modri iskali, spoznali in molili, prosimo ga. Naj bodo misionarji glasniki veselja tudi na najbolj zapuščenih krajih sveta. Prosimo, da usliši nas. Naj znanstveniki in umetniki v lepoti stvarstva odkrivajo tvoj obraz. Prosimo, da usliši nas. Naj vsi, ki iščejo Kristusa, v njem najdejo pot, resnico in življenje. Prosimo, da usliši nas. Naj vse trpeče tolaži misel na tvojo dobroto, bližino in oporo. Prosimo, da usliši nas. Naj vsi pokojni, ki so v življenju verovali vate, prejmejo večno življenje pri tebi. Prosimo, da usliši nas. Dobri Oče, naj nas ti sveti dnevi spodbujajo, da bomo z veselimi srci širili evangelij tvojega Sina, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. Amen.
Molite, bratje in sestre, da Bog Vsemogočni Oče sprejme našo skupno daritev. O Bog, začetnik iskrene pobožnosti in pravega miru, s temi darovi naj te vredno počastimo in se po sveti skrivnosti še testeje združimo s teboj, po Kristusu našemu Gospodu. Amen. Gospod z vami. Viško srca. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res je spodobenje pravično, primerno in zveličavno, da se tebi, sveti Oče, vedno in povsod zahvaljujemo. Danes v Jezusu Kristusu, ki je ljud sveta, vsem narodom razglasil skrivnost našega odrešenja. V njem, ki je kot umrljiv človek prišel med nas, si nas prenovil z njegovo nemiljivo slavo. Zato z angeli nad angeli in vsemi nebeškimi zbori pojemo hvalnico tvojemu veličanstvu in nenehno pojemo.
resnično si svet Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato po sveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pijte iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponično prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se Gospod svoje cerkve razširjene po vsem svetu. Spopolni je v ljubezni skupaj z našim papežem Leonom, našim škofom Petrom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu Jezusu Kristusu. O Kristus, Kristusom in Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občinstvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Počastimo nebeškega Očeta z molitvijo našega Gospoda Jezusa Kristusa. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno tvoje ime, pridi nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes na vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v kušnjavo, temveč reši nas zlega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom. Popolni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, ob tvojem rojstvu so angeli oznanjali mir ljudem na zemlji. Ne glede na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve.
Utrdi v miru vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir, naj bo vedno z vami. Terčeljevo življenje in njegova mučeniška smrt sta bila daritev zaradi ljubezni do Boga in človeka. Danes se ob njegovem mučeništvu še posebej priporočamo, da bi kri mučencev postala seme sprave tudi v našem narodu. Naj nam Terčeljev zgled pomaga, da bomo zmogli pot od bolečine k odpuščanju. Pri pozdravu miru si zato podajmo znamenje Kristusovega miru kot obljubo, da želimo biti graditelji sprave, najprej v svojih srcih, nato v naših družinah in v celotnem narodu. Jezusa, jagnje Božje, on odjemlje grehe sveta. Gospod, kdor z ljubezni uživa ta kruh, ko bo umrl, bo živel vekomaj. Zra
ki jo imate v klopeh. Nebeški Oče, zahvaljujemo se ti za duhovnika Filipa Trčevja. Po njem si nam dal zgled brezpogojne ljubezni do Kristusa ter ljubivcev starosti in stanov. Tudi v času najtežjih preizkušenj in preganjanja je na mnoge načine oznanil Božjo besedo in skrbel za uboge. Zgled njegove mučeniške smrti naj nam bo spodbuda za zvestobo tebi, za odpuščanje in spravo. Pred vesoljno cerkvijo ga povišaj slije svetosti. Da prosimo po Kristusu našem Gospodu. Molimo. Dobri Bog, svoje ljudstvo si na mnogotere načine vodil k sebi. Prosimo, pomagaj nam tudi sedaj in v prihodnje, da bomo še zaupneje hrepeneli po večnem življenju, ko že v zemeljskem dobivamo potrebno tolažbo po Kristusu našem Gospodu. Iskreno se zahvaljujem gospodu Škofu, ki je vodil to sveto mašo. Zahvaljujem se pevcem, župnijskemu zboru in tudi vsem drugim sodelavcem, ki ste sodelovali pri pripravi današnjega dne. Po blagoslovu bodo pevci zapeli še 3 ali 4 pesmi, lepo povabljeni, da ostanete v cerkvi. Po zaključku pa ste vsi povabljeni v Marijin dom, kjer je čisto majhna razstava tistega, kar je ostalo v spomin na Filipa Trčelja, in se zahvaljujem tudi sodelavkam Caritas za postrežbo, ki jo bomo tam lahko deležni. Gospod z vami. Naj bo slavljeno ime Gospodovo. Naša pomoč je v imenu Gospodove. Bog naš Oče na sej ste me poklical svojo čudovito luč. Naj vas dobrotno blagoslovi in utrdi vaša srca v veri, upanju in ljubezni. Kristus je zasijal svetu kot luč, ki sveti v temi. Zvesto hodite za njim, da boste tudi vi luč svojim bratom. Modri so šli za zvezdo in iskali Kristusa, ter velikem veselju našli njega, ki je luč od luči. Naj Bog tudi vas po zemeljskem potovanju pripelje k gledanju svoje slave. To naj vam podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdite in živite v Kristusovem miru. Bogu hvala.